Pozdravljeni v oddaji Bled na dlani. Julijsko oddajo začenjamo s povabilom na sprehod po blejskih pohodniških poteh. Lahko izberete lahkotnejše, kot je na primer sprehod okoli jezera ali vzpon na Dobro goro, lahko pa se povzpnete tudi na priljubljeno razgledno točko, kot je na primer Ojstrica. Več pa v naslednjem prispevku. Bled svojo okolico ponuja izjemne možnosti za pohodništvo in ima kot pohodniško središče bogato tradicijo. Bled je vsekakor od vedno bila pohodniška in sprehajalna destinacija, pa so mogoče v strategiji razvoja turizma na to pozabljali. In vesel sem, da v zadnjih letih Bled prepoznava to vrednost, ki je pravzaprav stara že 150 let. Kar je Rikli prišel na Bled in začel s turizmom na Bledu, od takrat so okoli Bleda tudi blejske sprehajalne poti z 19. stoletja. Prvi vodnik je bil napisan v času med obema vojnama. Badjura ga je napisal znani pisec vodnikov in takrat so bile že urejene stezice, počivališča na vrhove gričev osamelcev okrog Bleda. Zadnja ureditev pred današnjo je stara skoraj že 30 let. Zato smo v lanskem letu pristopili k prenovi koncepta teh poti in novim smerokazom. Blejske pohodniške poti ponujajo čudovite poglede na jezero in otok. Pomembno pa se je tudi zavedati težavnosti vsake posamezne poti, preden se je lotimo. Čeprav poti niso prav dolge ali pa naporne, niso vse enako primerne. Mogoče najprej lahko izločiva sprehod okrog jezera in tudi dostop do gradu po Rikljevi poti, ki je urbano urejena. Vse ostalo so pa dejansko steze, ki zahtevajo pravzaprav znanje hoje po planinskih poteh ali pa po stezah. Imamo nekatere, ki so lažje, širše, na Stražo so take najbolj oblegane, tudi na Ojstrico je vedno bolj popularen vrh, vendar pozor, že zadnji vzpon na Ojstrico je zahtevnejši. Nekatere te griče uspemo osvojiti v pol ure, na nekatere pa hoje malo več, Osojnica ali pa če gremo po krožni poti okrog gričev osamelcev, okrog jezera, pa lahko zadeva traja 3 ali pa 5 ur, če uberemo vse te vrhove. Nekateri vrhovi so med pohodniki gotovo bolj priljubljeni kakor drugi. Katere poti so morda najbolj obljudene oziroma ali opažate kakšen trend med obljudenostjo določenih destinacij? Ja, na vsak način so nekateri od teh vrhov gričev osamelcev zelo lokalno obarvani, veliko pomenijo lokalcem. Dobra gora med Dindolom in Selom ali pa Hom za Zasipljane so res take lokalne zadeve, medtem ko pa Ojstrica, Osojnica, Straža, Grajski hrib, to so pa seveda turistične destinacije, turistične točke, ki jih oblega vse več turistov z vsega sveta. Where did you hear about Ojstrica or maybe why did you decide to come up here this morning? Well, we're actually staying just off of the lake over there, and the woman who we're staying in the Airbnb of sent us a message of recommendations, and she personally told us to come here. So we didn't find it online or anything like that. She just mentioned that it's a beautiful view of the lake. So we decided to come. Did you find it easy to follow the path up here? Maybe if there were any problems, did you get lost? I think once we got to the post that told us the trail, we were good. But for a while we were wandering around a little bit, trying to figure out where the entrance was. So I think if there was maybe a bigger sign that showed you exactly where to go, it would be helpful. Prenova vseh blejskih pohodniških poti je bila kar velik zalogaj. Martin Šolar nam je predstavil tudi največje težave, s katerimi so se soočali. Težava je pravzaprav velika le ena, to, da je mnogo poti poteka po gozdnem območju. In vemo, da je v zadnjem času zaradi različnih težav, ki se pojavljajo v gozdu, snegolomi, vetrolomi in lubadar, je zelo veliko spravila, lesa in stroji pravzaprav uničijo poti. In tu se pravzaprav velikokrat srečujemo z navzkrižjem interesom urediti lepo pohodniško pot ali pa spraviti poškodovan les iz gozda. In to je težava, kako sanirati poti, po katerih potekajo tudi gozdne vlake. Prenova sprehajalnih poti je vključevala tudi prenovo smerokazov.
Zanimalo nas je, kako so se tega lotili. Zatečeno stanje je bilo neko stanje, ki se je sproti nadgrajevalo brez enega pravega koncepta. Sprehajalne poti so imele neke svoje številke, ki se jih pa niso konsistentno držali. Nisi vedel, koliko daleč je še do nekam, zakaj piše straža 9, dobra gora 9. Bilo je nekako vse skupaj pomešano. Nov koncept je pa prvič lep, sodi v blejsko celostno grafično podobo. Drugo pa je, da je zdaj pravzaprav so označene poti in tudi minutaže. Na teh sprehajalnih poteh za pešce, nekje imamo pa tudi za kolesarje. Ve se, od tu smer levo, 20 minut do Osojnice, smer desno, 15 minut do Dobre gore in tako naprej. To je za obiskovalca, ki pa lahko uporabi tudi karto z blejskih sprehajalnih poti. Bled ponuja več kot le dobro znane kulturne znamenitosti, kakršna sta grad in otok. Pohodniške poti turistom in tudi domačinom ponujajo nova in zanimiva doživetja. Prva polovica julija je na Bledu že 24 let namenjena glasbenemu festivalu Bled. O programu letošnjega smo spregovorili z ustanoviteljem in umetniškim vodjem Jernejem Brancetom. Festivalna sezona na Bledu se vsako leto začne s festivalom Bled. Mednarodni glasbeni festival vsako leto gosti kopico glasbenih mojstrov. Več o festivalu pa smo izvedeli v pogovoru z Jernejem Brancetom, umetniškim vodjem in ustanoviteljem festivala Bled. Že 24. leto zapored se bo odvijal festival Bled. Kaj vse bodo poslušalci lahko poslušali letos na festivalu? Lep pozdrav, ja. Veselimo se 24. festivala Bled, ki bo potekal od 1. do 17. julija. Letos smo povabili rekordno število izvajalcev, čez 400. Koncert bo v tem času ponudil 16 koncertov, okvir bo seveda sestavljal spet klasični del. Smo si pa privoščili letos tudi mehan izlet v etno glasbo, v sevdalinke, v turški melos, makedonski melos in slovenski šanson Same Babe in Jani Kovačič. Viški koncertov bodo, ampak ne bi nobenega izpostavil, ker vsak bo posebej na svojem področju unikaten. Tako da v spremljevalnih prireditvah imamo pa še vedno mojstrske tečaje, ki jih bodo vodili vodilni profesori iz Rusije, Kitajske, Avstrije, Slovenije, Nizozemske, Madžarske, Italije in pričakujemo okrog 100 udeležencev, ki se bodo pa pripravljali na nastop v hotel. 3 koncerte bomo imeli udeležencev zaključnih mojstrskih tečajev v hotelu Toplice. Izpostavil bi še izdelovalca violin, ki vsako leto je že nas gost z razstavo in servisiranjem violin in čelo našim korzistom. Tako da bo letošnji festival spet v znamenju mladine, ki smo jo vedno podpirali in tudi letos smo dali možnost veliko mladim, da se na profesionalnem odru izkažejo. Tako kot vsako leto se bodo mladi lahko udeležili tudi mojstrskih tečajev. Festival ponuja mentorstvo kar 12 glasbenih profesorjev. Mojstrski tečaji vedno ostajajo približno enaki. Mi se držimo godal, kar nam daje eno specifiko. Mojstrski tečaji bodo za violino, čelo, violo in komorno glasbo. Lahko pa povem, da sem vesel, da se teli udeleženci mojstrskih tečajev vedno vračajo na Bled, zdaj že kot profesionalci, recimo neomenan Karmen Pečar, ki bo otvorila z mano vred in z Aleksandrom Serdarjem festival Bled in tudi zaključila. Ona je bila stara na drugem festivalu Bled 13 let, zdaj je stara 35 let, pa je že visokošolska profesorica na Akademiji za glasbo. Letošnji otvoritveni koncert nosi ime 4-letni časi v Buenos Airesu. Kaj pa bi lahko rekli? Festival Bled je med glasbeniki zelo popularen. Tudi omenili ste na novinarski konferenci, da ljudje, ki se resno ukvarjajo z glasbo in ki v glasbi nekaj pomenijo, da ne izpustijo festivala Bled. Seveda, ker to jim je možnost, ne, recimo
Seveda zdaj se je Slovenija, odkar smo v Evropi, že malo odprla. Pred 24 leti smo bili mehen, kar se glasbe tiče, samozadostni in festival Bled je ponudil, recimo, da se naši primerjajo z tujimi študenti in so prišli v kontakt z njimi, ne samo na audicijah za Dunajske filharmonike, ki so jih tudi uspešno nekateri upravili, za Ciriško filharmonijo, za recimo namestnico koncertnega mojstra Radio Simfonije orkestra na Dunaju in tako naprej. Mislim, da je to bil en velik podatek za njih, ne, kako je v celem svetu recimo šel napredek naprej, ne, in da mi nismo za nikomor zaostali. No, letos bomo imeli možnost poslušati kar 16 koncertov, omenili ste pa tudi nekaj posebnosti, ki jih bomo lahko poslušali. Ja, mislim, festival Bled vsako leto pripravi kakšno lastno produkcijo, ne. Letošnje sta dve, zaključni koncert Cello Attacke z naslovom Dolcissimo in koncert šansonov samih Bab in Janija Kovačiča. Slovenski glasbeniki naj bi bili postavljeni v sam svetovni vrh. Kaj pa menite, da je za mlade poleg samih mojstrskih tečajev in izkušnje poslušati toliko različnih glasbenikov še pomembno, ko se udeležijo festivala Bled? Mislim, da gre tukaj predvsem za multikulturnost. Recimo vsak narod ima svoje specifike, Slovenci smo tudi specifičen narod, lahko rečem zelo zagrižen, kar se glasbe tiče. Ampak je pa fajn, da se tudi spoznamo s Kitajci, ki pa so zelo ekonomična bitja in ne bodo naredili na violini nobenega odvečnega giba v svojo škodo. In tako da se mi zdi, da je ne samo profesorji, tudi druženje, skupno sobivanje, da jim to da sigurno pečat za celo življenje. Festival se bo letos začel kanček prej kot leta v preteklosti. Na katerih lokacijah vse se bodo odvijali koncerti? Če smo že bili pri mojstrskih tečajih, oni bodo nastopili v hotelu Toplice, ostali koncerti bodo pa v festivalni dvorani in v cerkvi Svetega Martina. Festival Bled lahko obiščete za enotno ceno 15 € po koncertu, nekateri koncerti pa bodo tudi brezplačni. Jaz se veselim 24. festivala in upam, da bo ta mladost, ki jo še vedno nudimo, ne, vas očarala in zato ste vljudno vabljeni, da se udeležite naših dogodkov. Med obiskovalci in obiskovalkami Bleda smo tudi tokrat našli nekaj zanimivih sogovornikov. Very nice. We just arrived from another part of Slovenia where we drove some 2 hours up to here. And it's amazing, a beautiful castle, I think, and also the sea, the lake we want to see. So it seems very nice. And as we didn't know that there's a medieval fest, it's it's an extra plus for us because we were just driving by and saw the posters. So our school decided that we would go on exchange for 10 weeks. So we're here for another 4 weeks and my host family is just taking me to Lake Bled for the day. And what are your impressions of Bled? It's beautiful. The second I got here, I was looking at the lake and it was amazing and it's just a beautiful place. Jaz sem že bila ene parkrat tele, no, pač nasploh je lep kraj. Pač no, ne, mislim, grad je nek najlepši, recimo dol, če ga iz jezera gledaš, je res pač lepo za pogled. Kaj pa si imate še namen danes ogledati tukaj? Ste prišli samo na srednjeveške dneve ali je to tudi nek izlet po blejski okolici? Na kremšnite še. I think it's wonderful nature, and with the festival going on today, very friendly atmosphere. I'm having a very good time. Wonderful weather too. Yeah. And what are the things that you are going to see around Bled? Oh, I think we'll see the castle, the lake, and just enjoy the nature. Beautiful, absolutely beautiful. It's lovely to be warm. Yeah, what a wonderful environment to come into. Yeah. Very relaxed and friendly. Yeah. What are the things that you are going to see around here? We're hoping to go down to the lake and have a walk around the lake and see the castle and yeah. And then possibly go on a boat out into the island, I think, and have a look. And also have one of your custard desserts or specialties. Yeah.
Yeah. Where did you hear about Bled? How did we hear about Bled? When we were planning our trip in New Zealand, we probably found Lake Bled online, on a website. And it's our national newspaper said it was the top lake to visit in the world, Lake Bled. I'm here visiting a friend who lives in Lake Bled, and it's been a wonderful experience. The people are really friendly. We met him a few years ago, and everyone is just like that here, friendly and accepting and full of smiles. I'm sure it's not all the time, but like anywhere, but just a real hospitality. And of course, the beautiful nature. I think that Slovenia has just such wonderful surroundings, and I've never seen anywhere like it in the world. So especially Lake Bled. Did you see any things that we could improve here? Not yet, but I've only been here for a little while, so definitely maybe like anywhere there could be, but I feel like as long as nature is preserved the way it is at the moment, then that's great, you know, keep the natural surroundings as they are and work on that, but that's as long as it is there, yeah. Srednjeveški dnevi na Blejskem gradu so eden izmed najbolj prepoznavnih in obiskanih dogodkov, ki jih organizira Zavod za kulturo Bled. Izmerili smo letošnji utrip. Kot da bi vstopili v časovni stroj, so se na Blejskem gradu 1. in 2. junija odvijali grajski plesi, otroške igre, glasbeni in ognjeni nastopi ter viteški turnirji. Grad so prevzeli viteški redovi, obrtniki in rokodelci, ulični umetniki ter obiskovalci, ki so na letošnjih že 13 srednjeveških dnevih za kratek čas vstopili v srednji vek. Ne samo, da opazujejo, kako je bilo včasih, ampak lahko poskusijo streljati. Tukaj imamo tudi, recimo, od zadaj vidite, kako so se včasih mečevali. Tudi vsak sam lahko proba, lahko gre gor na zgornjo teraso in lahko tudi deležen raznih plesov, ki se jih recimo povabi nekako v to smer. Imamo vse razne srednjeveške skupine tukaj. Če gremo ta prvo po nacionalnosti govoriti, lahko govorimo, da jih imamo iz Italije, iz Madžarske, iz Hrvaške, iz Nemčije. Kaj sva še pozabila? Iz Slovenije je veliko skupin, a je tako? Pestro dogajanje, ki se je odvijalo na zgornji in spodnji terasi ter na grajski tržnici, je presenetilo tudi obiskovalce gradu. We just arrived from another part of Slovenia where we drove some 2 hours up to here. And it's amazing, a beautiful castle, I think, and also the sea, the lake we want to see. So it seems very nice. And as we didn't know that there's a medieval fest, it's an extra plus for us, because we were just driving by and saw the posters. I wasn't expecting it, but it's fun to watch. Srednjeveških dni so se udeležile tako domače kot tudi tuje skupine, nekatere izmed njih prihajajo že vse od samega začetka. Mi prihajamo od prvega srednjeveškega dne, vsako leto smo tukaj, tako tudi prijatelji naši iz društva Gašper Lamberger prihajajo v Žužemberk na naše srednjeveške dneve, tako da neko prijateljstvo je in moram priznati, da tukaj na Bledu, že zaradi samega Bleda in te res odlične destinacije je ta dogodek tukaj posebno veličasten. In mi smo ponosni, da lahko prijateljujemo z našimi prijatelji oziroma da se udeležujemo teh blejskih grajskih dnevov že od samega začetka. Során egy kis ízelítőt adtunk a solymászatból, ami egy ilyen régi vadászati mód, és a kastélyokban, királyok várokban előszeretettel solymáztak, hát ezt tudod körülbelül. The Royal Falconer showed the falconry, the basic of the falconry. During the medieval times it was
the sport of the kings and knights. Actually, it was an art of the kings and knights because they lived in nature and they live in the nature actually, and they enjoy the company of the birds of prey during these years. And this gentleman is, as a royal falconer, show us a beautiful red-winged hawk as a friend of him actually, because the bird have to earn his trust, and of course the falconer have to earn the bird's trust. It's about trusting, it's about friendship. A mi svi volimo srednji vijek zato kaj to su bila kao prvo jednostavnija vremena, kao drugo ljudi su bili povezani, više težine su imale riječi koje čovjek kaže. Znači, ako ste vi nešto rekli, vama se držalo vas se za tu riječ. Bilo je pitanje vaše časti, da budete vi održali to kaj ste rekli ili ne. A danas vidite na televiziji, među političarima, među javnim osobama, da više riječi nemaju nikakvu težinu. Vsaka skupina je predstavila srednji vek skozi svoje oči. Ukvarjamo se s historičnimi plesi, zdaj že 15. leto. Zelo radi prihajamo na vaše srednjeveške dneve na Bled in smo počaščeni, da smo vsako leto gostje. Tukaj nekajkrat zaplešemo, pogledamo vaše dogajanje, si ogledamo tržnico. Skratka, vedno je zelo prijetno, kadar nas ne prežene dež. Zgodil pa se je tudi napad na grad. Zid, stoj! Koplja dole! 2 koraka unaprijed! Tito, zid dolje! Streličari pali! Tito, zid gore! 2 koraka unaprijed! 3, 4, straj! I saw the sword fight just now, and I was surprised how hard they were hitting each other. So that was it was fun to see. Yeah. Evo, ovdje smo već dugi niz godina. Sami organizatori nama pomažu oko naše manifestacije i evo, drago nam je da se možemo odazvati njima na njihove manifestacije. V uporabi loka, metanju sekire in nožev, obvladanju biča in drugih srednjeveških borilnih spretnosti pa so se lahko preizkusili tudi obiskovalci. Kaj pa je vašemu društvu čar srednjega veka? Čar srednjega veka? Mislim, da lahko rečem za vse, z gotovostjo, da ambientno drug drugemu predstavljamo eno veliko srednjeveško družino, kjer se sprejmemo, kjer smo to, kar smo in se enostavno uživamo. Naše društvo se več ali manj ukvarja se z otroškimi animacijami, tako da imamo neki rekvizit v sabo za otroke, tako da se bodo otroci lahko nam pridružili, malo pogledali, malo se poigrali z nami, jim kakšno stvar razložili od srednjega veka, kakšno igrico novo, in to je več ali manj vse za danes, kar je z naše strani. Presenečenje pa je krasilo lica otrok. Vstop v svet vitezov je marsikaterim najmlajšim kot vstop v pravljico. Yeah, it's very interesting, very entertaining. Yeah. Something we don't have in New Zealand is an authentic castle to go with it. Yeah. Dan se je prevesil v noč in tržnica je zaživela ob soju ognja, zvoku glasbe, plesa in vnetega mečevanja.
Časi so se morda spremenili, vendar srednji vek še vedno navdušuje in navdihuje posameznike in skupine, da predstavijo čare časa, ko je bilo vse precej bolj preprosto. To je bil naš zadnji prispevek v tokratni oddaji o turizmu Bled na dlani. Ne zamudite pestrega poletnega dogajanja v naslednjih tednih in ostanite blejski do naše prihodnje oddaje v septembru.